In ko smo pri simpatičnih ljudeh, ki preveč kadijo, z nami je slovenski rock polbog Tomi Meglič. Edini pevc, ki bi rabil v bendu kombinacijo back vokalista in prevajalca. Siddharta igra že več kot 20 let, od seksa, drog in rock'n'rolla je danes ostal v glavnem rock'n'roll. Spijejo pa fantje kdaj kakšno pivo, Tomi pa vsa ostala. Tomija smo lahko spremljali tudi v razredu talentov, govorim seveda o TV oddaji, ne o dejanskem razredu talentov, to ne bi šlo, ker je bil Tomijev sošolc tudi Lado. Dame in gospodje, gospod rock'n'roll osebno, Tomi Meglič! Najna sošolka je bila tudi Jadranka Juras, ki pa je danes žal ni tukaj, ker enostavno ne prenese pogleda na žival, ki se muči na odru, ne? Dej, Jure, stop malo bližje, zdaj še ti malo ostane. Zdaj mi povejte, ali z mano kaj narobe, ali so drugi čudni? Mami prav, da nikjer več ne bom našla tazga, ko si bil ti, in jaz iskreno upam, da ima prav. Dober večer, lep pozdrav vsem v dvorani, lep pozdrav vsem na odru, Lado, tebi. Jaz sem bolj pripadnik te glasbene srednje, tako da goste poznam bolj na videz. Imamo tukaj Stojana Aurja, njega se spomnim, pač še iz otroštva, ko smo gledali Poglej in zadeni. On je pripeljal v Slovenijo k nam največje svetovne pop zvezde, kot so NSYNC, Backstreet Boys in tako naprej, ne Stojan. Pa Grom. Tako da, če ne bi bilo Stojana, tudi ne bi v Sloveniji imeli nikoli Power Dancer, pa Game Over. Tako da, Stojan, res hvala ti. Res, iskreno hvala. Slon in sadež, ne, tudi mi se kar nekaj časa že poznamo. Kdaj, v bistvu kdaj? Kar parkrat se srečamo na koncertih, jih organizator dostkrat povabi, ko treba tam ob ene pol dveh nagnati vse ljudi domov in to ima gre res genialno, no. Škoda, no, da ne morete tudi z nami iti na kakšno silvestrsko turnejo, ampak Jure takrat, kakor vem, boš ti povedal, ne, sestavlja igračke za Dedka Mraza. No, potem imamo tukaj še eno glasbenico, bivšo Anja Tomažin, super pevka, žal se z glasbo ne ukvarja več, kar je po eni strani kar razumljivo, ne. Sploh, če delaš 5 let z Ladotom, te mine še kaj drugega kot sam volja do petja najbrž, ne, Anja. Jaz ne bom preveč o ostalih, ker imam o Ladotu ogromno stvari zapovedati. In tukaj smo zdaj na mestu, ko pridemo dejansko do glavnega krivca današnjega večera. In z Ladotom se res že dolgo poznava. Večina ljudi bi rekla, da predolgo. Bila sva namreč sošolca v srednji šoli. Vem, da je danes to težko verjeti, da je Lado prišel do srednje šole. Najna sošolka je bila tudi Jadranka Juras, da to ne boste verjeli, ne. Ki pa je danes žal ni tukaj, ker enostavno ne prenese pogleda na žival, ki se muči na odru, ne. S tem sploh ne mislim na Lado, ampak pač tisto, kar ima on na glavi. V srednji šoli seveda Lado še ni bil fake rocker, tako kot danes, ampak je pel v fake boy bandu. Kot smo danes že slišali, so se imenovali Grom, kar je pomenilo Groove on the Move. Navdih za ime so dobili pa po koncertu na Fužinah, ko so morali ta zadnje 3 komade odpeti med tekom proti centru. To je bil, ja. Marsikero stvar vemo, veš o tebi. In tudi za njih ne moram reči na drugega, kot da so fantje pred svojim časom. Z oblekami, z idejami, še plesali so približno 20 sekund hitreje od svojega playbacka.
okej. Ampak kakorkoli. Mi smo v tistem času šli v drugo smer in smo igrali rock. Zdaj, nočem nič namigovati. Ampak čez ene pol leta se je tudi Lado iz Backstreet Boya naenkrat prelevil v rockerja. Mi smo imeli Siddharto, on ima pa skupino Ost. Jaz sem že prej omenil v kraticah, v angleščini. Kratica Ost sicer pomeni Original Soundtrack. Kar je kar zanimiva izbira imena. Ne? Zadnja stvar, na katero je kdorkoli pomislil pri njihovi muziki, je to, da je originalna. Ampak Lado je imel svojo vizijo. Enkrat mi je rekel, da Ost v bistvu pomeni ostri, surovi in tržno zanimivi. Ne, Aljoša. Žal se je izkazalo, da publika razume kratico Ost čist drugače. Ostali na stranskem tiru. Ne, da se fante niso trudili, še celo malo preveč. V eni fazi se je zdelo, da Ost dela vse, kar dela Siddharta. Jaz začnem furati črne nohte, kar naenkrat jih ima tudi Bizovičar, s to razliko, da sem si jih jaz res lakiral, on se jih pač samo ni umival. In tudi potem, ko je šel stran iz muzike, se je to kopiranje pri Ladotu nadaljevalo. Siddharta, napolnimo stadion, ene 2 uri pred začetkom dogodka, Lado in Juri ga na Notepadu Live spraznita 2 uri pred koncem dogodka. Jaz grem za sodnika v razredu talentov, on gre za žiranta v Slovenija ima talent. Jaz naredim otroka, on naredi predstavo fotor. Jaz si pobrijem polovico las svoj čas, Lado tu se razreče na polovico, ampak jaz sem šel kar, da ne bomo danes preveč v tvoji frizuri, kljub vsemu trudu, vloženemu z glasbo, pri Ost nekako ni prišlo do preboja. Verjetno je malo krivo to, da se je Lado več ukvarjal z imidžem kot samo glasbo. V vsem času obstoja se je izdalo v bistvu samo en album. Še to bolj po pomoti. Lado je namreč mislil, da delajo fotoalbum. Pol je on v bistvu šel na televizijo in je izgledalo, kot da bo muziko pustil pri miru. In evo ga čez par let nazaj. Lado Bizovičar s predstavo Slovenska muzika od A do Ž. Res je. Wow. Nič ne rečem, predstava ni slaba. Lado je konsistenten, kot glasbenik ne igra nobenega inštrumenta, kot gledališčnik ne igra nobene vloge. Notri je on še vedno isti mali Lado iz srednje šole, ki ga je Jadranka Jura stepla. Ampak kar se mene tiče, pravzaprav, veš, da ni zamere. Skupaj sva hodila v srednjo šolo, v gimnazijo 4 leta. Ti si hodil v gimnazijo še 4 leta pred tem in 2 leti po tem. In vsakič, ko te vidim ali na televiziji ali v gledališču, s ponosom rečem, glej ga sošolci. In upam, Lado, da bodo moji otroci, ko bodo enkrat šli v srednjo šolo, lahko rekli, da imajo to kul in toliko pritegnjene sošolce, kakor lahko rečem jaz. Tako da, res vse najboljše legenda. Hvala, Tomi. Vajine sošolke Jadranke Juras danes res žal ni z nami, je pa poslala pismo Ladotu in sicer protestno. Skrbijo zelo predvsem za Ladotove uši, ki so edine žuželke z resnim stanovanjskim problemom. Dobro, trpijo pa baje tudi Tomijevi komarji, so edini insekti, ki imajo težave z alkoholom. Saj ni hudga, ampak po nočih slišiš, kako se zaletavajo v stene. In ko smo pri konceptu z glavo skozi zid, Lado je svojo televizijsko kariero štartal na nacionalni televiziji v oddaji Tistega lepega popoldneva oziroma TLP. Poleg oddaje je Lado dobil še sovoditeljico. Tako, ki mu je kuhala in se smejala njegovim šalam.